Od ponedeljka naprej je znova dovoljeno uporabljati javni potniški promet. V podjetju Avtobusni promet Murska Sobota so nam pojasnili, kako se morajo obnašati potniki, ki želijo potovati z avtobusom, katere ukrepe morajo upoštevati vozniki in kje lahko kupimo svojo vozovnico. Kot ste omenili, končno smo tudi mi pričeli ponovno obratovati in sicer danes v ponedeljek 11. maja. Pri tem seveda moramo upoštevati določena higienska priporočila, ki jih je izdal Inštitut za javno zdravje Republike Slovenije in ta med drugim zavezujejo potnike, izvajalce in pa seveda tudi naše voznike. Kaj je osnovno pravilo? Osnovno pravilo je, da morata tako voznik kot tudi potnik na avtobusu imeti obvezno ves čas tudi masko, kot je to običajno v vseh trgovinah. Poleg tega ob vstopu na avtobus si vsak mora razkužiti roke, tako voznik kot potnik, s tem, da izjemoma, dokler ne bodo urejene fizične pregrade z linijicami pri voznikih, potniki vstopajo na zadnja vrata in prav tako tudi izstopajo na zadnjih vratih. Zato smo tudi pri zadnjih vratih namestili razkužilo za roke in prosimo potnike, da si razkužijo ob vstopu takoj. Potem potnik poišče razpoložljivo mesto, ki mora biti seveda v ustrezni razdalji do drugega potnika. Priporočena razdalja je 1,5 metra. S skrajšanjem te razdalje je, kot znano, tudi možnost prenosa virusa večja, zato priporočamo, da upoštevajo to varnostno razdaljo. Voznik med vožnjo oziroma ob vstopanju potnikov spremlja število potnikov in seveda, če bi prišlo slučajno do prezasedenosti, ustrezno ukrepa in pač ne dovoli vstopa potniku, ki bi predstavljal prezasedenost in nas o tem tudi obvesti, da sprožimo ustrezne ukrepe in po potrebi bomo nadomeščali z bis vožnjami. Glede na to, da trenutno ne obiskujejo dijaki in tudi ne osnovnošolci izobraževalnih inštitucij, domnevamo, da do prezasedenosti ne bi smelo priti, tako da bomo tudi lažje obvladovali te ukrepe in jih seveda tudi zagotavljali. Pomembno pri tem je tudi higiena rok, higiena kašlja, kar je že vsesplošno znano. Vozniki po vsaki progi uredijo tudi čiščenje, imajo razkužilna sredstva, s katerimi grejo in pobrišejo vsa mesta, pri katerih se recimo potniki zaustavljajo oziroma prijemajo, tudi kakšne tipke, oprijemala, potem mogoče gumbi za sprožanje alarmov, vse to potem prebrišejo po koncu proge in potem nadaljujejo z naslednjo vožnjo. Ob koncu dnevu ali pa enkrat dnevno pa se izvede še tudi temeljitejše čiščenje, za kar imamo zunanjega izvajalca, ki potem izvede še enkrat tudi dezinfekcijo samega vozila. Tako da iz tega izhaja, da se dezinfekcija opravlja praktično večkrat na dan, tako strani voznika kot tudi strani zunanje inštitucije. Kaj je še pomembno? Trenutno zaradi vstopanja in izstopanja potnikov na zadnjih vratih naprošamo, da potniki upoštevajo prihajanje in odhajanje iz avtobusa, pri tem ves čas držijo 1,5 metra razdalje in seveda najprej izstopijo potniki, torej tisti potniki, ki čakajo na vstop, počakajo, dokler potniki ne izstopijo in šele potem pričnejo z vstopom na avtobus. Trenutno prodaja na avtobusih ni mogoča, to je tudi tako zahtevano strani Ministrstva za infrastrukturo in strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato potnike naprošamo, da si vozovnice predhodno zagotovijo na naših prodajnih mestih. Po vsej Sloveniji je možno dobiti na prodajnih mestih avtobusnih postaj enotne vozovnice. Poleg tega bo pa verjetno še danes sprožena tudi enotna prodaja strani Ministrstva za infrastrukturo, tako da si bodo lahko na čip kartice naložili vozovnice tudi za v prihodnje. Kako dolgo bo ta zadeva tako trajala, ne ve nihče seveda, zato prosimo potnike, da sproti spremljajo naša obvestila in pa tudi našo spletno stran www.apms.si.
Pa mogoče še tudi to, na tej spletni strani se bodo nahajala vsa obvestila v zvezi z vozovnicami. Namreč v mesecu marcu so bili prevozi na javnih linijah zaustavljeni 16. marca. Seveda je veliko potnikov takrat imelo veljavne vozovnice, ki pa jih niso mogli do konca izkoristiti. Pristojno ministrstvo, se pravi Ministrstvo za infrastrukturo, je sprejelo določilo, da se vse te vozovnice podaljšajo oziroma se tudi naloži dobroimetje na te vozovnice. Vkolikor potniki tega ne bodo izkoristili, bodo lahko potem stopili z nami v kontakt in od 1. novembra 2020 naprej bo možno tudi povrniti to dobroimetje, če ga ne bi izkoristili. Vse informacije pa kot rečeno na naši spletni strani www.apms.si. Kako se na ukrepe privajajo vozniki, nam je povedal Stanko Rajbar. Ja, na ukrepe se sproti privajamo, malo je moteče voziti z masko, ali te že zdržimo. To je. Bomo videli, upajmo, da je to v kratkom odpravljeno, kada je Bog še. Daljše vožnje so fejs moteče z masko, to je problem. Na avtobusnem prometu Murska Sobota potnike tudi sami obveščajo o vseh ukrepih, ki veljajo, in sicer. Potnike obveščamo na vsakem avtobusu z obvestili, piktogrami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, na naši avtobusni postaji, preko telefonskih številk, tudi z displeji, tako da so potniki temeljito tudi informirani in pa kot rečeno tudi že na naši spletni strani. Vsak avtobus je pa tudi ustrezno označen, namreč med voznikom in potniki mora biti ves čas vožnje tudi ustrezna razdalja, se pravi zagotovljena 1,5 metrska razdalja, kar je tudi na avtobusu samem označeno, tako da prosimo, da se potniki na tistih sedežih, ki so pač fizično ločeni, tudi ne usedajo. S prihodnjim tednom se v šolske klopi vračajo osnovnošolci. Kako se na prevoze šolskih otrok pripravljajo pri največjem prevozniku v Pomurju, Vesna Rebrica odgovarja. V tem tednu bomo stopili v kontakt z vsemi osnovnimi šolami. Tega prej nismo niti počeli, dokler nismo prejeli temeljnih navodil Inštituta za javno zdravje. To navodilo je bilo izdano 7. maja, tako da sedaj imamo priporočila, se pravi higienska priporočila, v skladu s katerimi moramo upravljati javne prevoze. S tem bomo seznanili vse šole, tako osnovne kot tudi srednje šole, da bodo seveda to zadevno lahko pripravili primerne sezname, da vidimo, ali je potrebno morebiti na kakih relacijah vzpostaviti dodatne vožnje. Vendar pa kot rečeno, z ozirom na to, da je, če bo zadeva potekala in bo vzpostavljena, bo verjetno okrnjeno število teh potnikov in mogoče sploh ne bo težava tudi ne z samim številom voženj. Tako da bomo to tekom tega tedna uredili. Na katerih linijah pa trenutno vozijo avtobusi? V skladu z navodili Ministrstva za infrastrukturo smo vzpostavili celoten obseg javnih linijskih prevozov, predvsem z namenom, da vsem potnikom, ki bi potrebovali te prevoze, to tudi omogočimo, tako da bo vnaprej tudi verjetno vse do konca junija tako, potem pa predvidevamo, da julija in avgusta bodo pa verjetno vzpostavljeni počitniški režimi. Turistična sezona je še v zraku. Kako bo z mednarodnimi prevozi? Vse je odvisno seveda od nadaljnjih ukrepov, o poteku epidemije, o čemer bo seveda odločitev na strani vlade in pa tudi na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo opredelilo vsakokrat tudi to zadevne higienske pogoje. Je pa zagotovo največji upad na področju občasnih prevozov, se pravi tako imenovanih turističnih prevozov, za katere pa obstaja velik dvom, koliko se bo še v letošnjem letu sploh skupin odločilo za potovanja, še posebej v tujino, saj kot ste omenili, meje so še vedno precej zaprte. Kljub higienskim zahtevam, ki so omejevalne tako za voznike kot za potnike,
pa je ponovna uporaba javnega potniškega prometa za marsikoga eden od bolj pričakovanih in zares nujno potrebnih sprostitvenih ukrepov.